V Domu kulture na Črešnjevcu so pretekli petek predstavili knjigo Mirka Munde Stoletja Črešnjevca in njegove okolice. Knjiga je izšla pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica. Zlasti sem vesel, ker je danes med nami tudi gospa Frančka Rajh, ki sem ji posvetil delo, ki ga danes predstavljamo. Tako sem se odločil, ker se že več kot 65 let razdaja Črešnjevcu in Črešnjevčanom in mi je pri zbiranju gradiva veliko pomagala z nasveti, svojim bogatim pisnim in slikovnim arhivom in z iskanjem sogovornikov. Iskrena hvala, gospa Rajh. Brez vas vsebina knjige ne bi bila tako bogata, kot je, bila bi brez precej zanimivih podrobnosti. Hvala tudi vsem drugim, ki so mi pomagali pri zbiranju gradiva in nastajanju te knjige. Naj jih nekaj omenim. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, ki ga vodi gospa Herta Žagar, je knjigo založil in izdal. Janez Ölen je opravil jezikovni pregled besedila. Magistra Mateja Lešnik je knjigo oblikovala in pripravila za tisk. Gospa Natalija Stegne, vodja oddelka za domoznanstvo knjižnice Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici, je iskala gradivo o črešnjevskem območju v svoji ustanovi. Črešnjevski župnik, gospod Tomislav Šantak, in prejšnja ravnateljica osnovne šole dr. Jožeta Pučnika, gospa Lidija Milošič, sta mi dovolila, da sem pregledal župnijsko in šolsko kroniko. Magistra Lilijana Urleb iz Nadškofijskega arhiva v Mariboru je proučila matične in šolske knjige mariborske nadškofije in med drugim ugotovila, da otrok na Črešnjevcu ni prvi poučeval kaplan s priimkom Cavnik, kot je zapisano v vseh dosedanjih virih v začetkih šolstva na Črešnjevcu, ampak duhovnik s priimkom Ozavnik in imenom Andrej. Bojan Žitnik mi je odstopil vrsto dragocenih fotografij. Nekaj gradiva mi je posredoval tudi predsednik Sveta krajevne skupnosti Franc Podgrajšek, predvsem pa je ves čas zavzeto podpiral izid tega dela. Izid knjige Črešnjevca in njegove okolice je podprlo 18 donatorjev. Navedeni so na koncu knjige. Hvala seveda tudi njim. Naj uvodoma še povem, da so mi vedenje o preteklosti Črešnjevca in njegove okolice bogatila tudi gradiva, ki jih hranijo v Arhivu Republike Slovenije, v Pokrajinskem arhivu Maribor, v Zgodovinskem arhivu Celje, v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani in v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Pregledal sem tudi publikacije, ki osvetljujejo zgodovino Črešnjevca in njegove okolice. Prebral sem več knjig, katerih vsebina se dotika Črešnjevca, in preveril, kaj so pisali v Črešnjevcu slovenski časniki. Zlasti v Štajerskih listih sem našel številne zapise, ki sem jih iskal. Marsikaj sem zvedel tudi iz seminarskih in diplomskih nalog, ki govorijo o Črešnjevcu in njegovi okolici. In eden od virov so mi bili, kot sem že omenil, pogovori z domačini. Dva med njimi, gospa Marija Pirš z Lokanje vasi in gospod Bogdan Horvat z Črešnjevca, sta žal že preminila.